Pozdravljeni. Vesel sem, da je epidemije in z njo povezanih ukrepov konec in se bomo z junijem lahko zopet srečevali v živo in vadili skupaj Qigong in Tai Chi Chuan veščini. Danes naj vam pokažem še 3 elemente, ki jih lahko kadarkoli doma opravljate sami in se pri tem tudi opravljate in kontrolirate. Prvo je vaja, ko stojite. Kot da bi vas nekdo potegnil za lase, se zravnate in počasi umirite. Poskušajte v naslednji fazi naprej, ne da bi dvignili pete, kolikor gre, dokler vas ne prisili to v varovalni korak. Enako nazaj. In za sam popravek ramen obstaja Qigong vaja v stoječem položaju. Nogi so skupaj. Roke v komolcih stegnemo in se skušamo raztegniti v obe strani. Pri tem začutimo potrebo z miganjem ramen, ne to, ampak to. In tretje je, drugo je čepenje. Poskusite vajo ob steni počepniti, kolikor gre. Ker je stena, ne morete z zadnjo platjo nazaj. Še težja je vaja, če ste obrnjeni v steno. Tu seveda zadnjica mora iti nazaj, vendar kolena ne morejo in glava ne more naprej. Zato raztegnete hrbtenico. In tretje je hoja. Vsak ima svoj način hoje. Bodite pozorni, kako hodite. Če hodite naven, nekako valovite, kot da bi plavali. Če hodite navznoter, vas žene k gujsanju. Lahko hodite seveda tudi v eno ali drugo smer, odvisno je od sicer vaše konstitucije. Pri Tai Chi Chuanu pa je pri hoji pomembno naslednje. Naj kar pokažem. Rahlo se spustite navzdol, zasučete nogo levo v tem primeru za 45 stopinj, na peti, že to, da obrnete nogo na peti, pomeni, da morate težo že prenesti na desno nogo. Temu sledi trup in se nagnete naprej. Sedaj desno nogo lahko potegnete k sebi naravnost in zopet trup obrnete naprej. Ko se nagnete nazaj, lahko desno nogo še obrnete za 45 stopinj, sledi trup in noga naprej.
In ta način hoje ponavljajte, dokler ga ne usvojite, kasneje pa se ti koraki združijo v normalno hojo. Srečno v juniju!